Skratka, v tej knjigi orišem društvo nekako v obdobju med 1848 letom in začetkom Prve svetovne vojne, torej 1914. Zanimajo me izbrana društva, moj pristop pa je nekje med etnologijo, antropologijo in zgodovino, torej lahko bi temu rekli področje historične antropologije. Večina vas ve, da sama društva niso nujno nov predmet raziskave, marsikdo se je skratka s tem že ukvarjal. Je pa način, na katerega pristopam k temu problemu, bi rekla, inovativen, kajti Trst me ne zanima primarno kot neko konfliktno področje različnih narodov. Nisem torej v boju in se sprašujem, čigav je v resnici Trst. Izogibam se torej vnaprejšnjim identifikacijam in lepljenju nekih nacionalnih nalepk na to mesto. Pravzaprav me zanima meščanstvo in društva mi potem služijo kot okno v svet tega meščanstva. Kajti v tem obdobju društev nikakor ni bilo možno ločiti od življenja meščanstva. Mislim, kdo je imel čas in denar, da je vsako popoldne prebijal v prostorih nekega društva, zgolj družbena elita, ne? Torej, bila so prizorišča druženja intelektualnega, kulturnega, umetniškega, političnega in drugačnega značaja, tudi znanstvenega. Vemo, da v Trstu nastane univerza šele po Prvi svetovni vojni, kar pomeni, da so društva tudi nadomestek nekega univerzitetnega okolja, ne? Pri raziskovanju sem ohranjala pogled na meščanstvo kot celoto, na prakse in procese, ki so bili skupni vsem meščanom in čedalje bolj tudi meščankam v tem obdobju. Pa čeprav je šlo pri tem za vprašanje sprejemanja in razširjanja idej nacionalizma. Izhajala sem izpod mene, da je te Tržačane v prvi vrsti družila razredna in statusna pripadnost. In ta, menim, je vsakdanjik tržaškega prebivalstva v tem obdobju uravnavala veliko pomembneje od nacionalne pripadnosti, s katero smo skorajda obsedeni pri raziskovanju Trsta. Naj omenim še, katera društva so bila v objektivu opazovanja. Društvo Minerva, potem je to Društvo ljubiteljev živali, o katerem do sedaj nismo praktično ničesar vedeli, je pa eno izmed prvih in zelo vplivno društvo v tem obdobju. Potem je to Jadransko naravoslovno društvo, torej neko znanstveno društvo, ki je že takrat imelo stike z društvi po celem svetu. In ne nazadnje, društvo, ki je med slovensko publiko zelo dobro poznano, Slavjansko društvo, ki ga poznamo iz učbenikov kot prvo slovensko društvo. No, v svoji knjigi v bistvu pokažem tudi na to, da to ne drži, da je stvar malo kompleksnejša. Hvala.